Priložnosti za delo iščemo vse življenje. Svoje priložnosti najpogosteje razvijemo kot zaposleni, včasih pa nas zamika, da bi se preizkusili kot podjetniki in nekoč morda celo sami ponujali zaposlitev drugim s podobnimi interesi. Sodobni svet postaja velika povezana vas in s tem se odpirajo tudi vaše možnosti, da stopite na pot podjetništva in tako uresničite svoje skrite želje. Vsakdanje življenje od nas zahteva novo znanje, nove izkušnje, nove kompetence. Vse bolj pomembni pripomočki postajajo računalnik, digitalni fotoaparati in pametni telefoni. Vse več rabimo tujega jezika. Več moramo sodelovati z drugimi in se povezovati, ob tem pa spoštovati drugačnost. In vsak dan seveda iščemo priložnosti, kako svoje znanje unovčiti. Sodobni svet ponuja in hkrati zahteva nova znanja. Najbolj ključna so zaobjeta v 8 temeljnih zmožnostih. Samoiniciativnost in podjetnost je v vsakem izmed nas. Samo najti je potrebno lastno znanje, ki za nekoga pomeni rešitev. To je skupek več lastnosti, ki se pokažejo kot zmožnost, da uresničimo svoje cilje in zamisli. Vsak mora obvladati materni jezik. Brez tega se bomo težko znašli v sodobnem svetu. Tudi osnove tujega jezika nam rešijo marsikatero težavo v življenju, vsaj na počitnicah. Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji govorijo o računanju in trendih v tehnologiji. Redko kdo lahko danes živi brez uporabe računalnika. To znanje zaobjema digitalna pismenost. Koristno je spoznati, kako se sami najlažje učimo. Povezovanje je tisto, kar nam prav tako marsikdaj olajša življenje. To so socialne in državljanske kompetence. In še temeljna zmožnost, kulturna zavest in izražanje. Zaobjema ustvarjalnost, umetnost in kulturo v najbolj splošnem smislu. Prvič sem opazila, da je Nejc podjeten fant, ko je prišel v skupino, kjer smo izdelovali lutke. To je zame Bob, mislim. Tukaj v bistvu dobiš res ves support, vso podporo. Posvetimo se temeljni zmožnosti samoiniciativnost in podjetnost. Kadar imamo dobro razvito to temeljno zmožnost, se lahko pohvalimo, da kar dobro poznamo lastne potenciale in jih tudi znamo uporabiti pri svojih ciljih. Imamo željo samostojno uresničiti lastne načrte, brez navodil nadrejenih. Znamo pravilno presoditi priložnost in sprejemamo različna tveganja. Obvladovanje samoiniciativnosti in podjetnosti od nas zahteva posebna znanja. Znamo ugotoviti, kje smo šibki in v čem smo res dobri, boljši od drugih. Kako izluščimo naše konkurenčne prednosti? Brez poznavanja osnov gospodarstva ne bo šlo. Pri izvedbi podjetnih idej se na začetku naslonimo na svoje prijatelje in znance. Na primer, lahko nam pomagajo pri prodaji izdelka ali storitve. Podjeten posameznik je organiziran, ima pregled nad svojim urnikom, predvsem pa načrtuje svoje aktivnosti. Samoiniciativen in podjeten človek ve, zakaj je treba tudi v zasebni dejavnosti spoštovati nenapisana pravila, se držati dogovorov, biti pošten, skrbeti za šibkejše, se zavedati pomena dobrih medsebojnih odnosov pri poslu in tako naprej. Prisluhnimo Nejcu. Če znaš nekaj tržiti, če znaš nekaj prodati, se pravi, da iz neke nule ustvariš nekaj. To zame pomeni biti podjeten. Verjetno je potrebno neko zaupanje od ljudi, kot smo mi mentori, starejših od sebe. Motiviranje za vse, kar se mu zdi, tudi za stvari, ki se mu ne zdijo najprej dobre. In tudi kot vodja ekipe, male ekipe v skupini se je izkazal tako. Ja, odvodil je cel proces dela lahko. Ja, Nejčevo samoiniciativnost je preletela z neba. Mislim, to je bilo tako, kot je on z neba padel, tako je tudi ta samoiniciativnost z njim takoj padla. In on je v bistvu prvič, ko je bilo treba se usesti, bil v akciji, da on hoče pa kaj več in da treba migati. In to je on, to je on. Ja, ampak to so definitivno mladi hišni prijatelji, na kaj sem najbolj ponosen. Takrat pa seveda kreativnost pride in sanje začnejo rasti in ja, te potenciali se izrazijo. Zakaj? Zato, ker je v bistvu socialna podjetniška ideja, pri kateri sem tudi sam sodeloval in jo soustvarjal, in zato, ker se v bistvu cel projekt odvija v lokalni skupnosti Savsko naselje, ker je pač
neka moja lokalna skupnost, v kateri sem od rojstva. A kaj veš, kaj se kaj dogaja? Ja, gradice bojo naredili, pa vrt, da bojo lahko sosedji sedili zelenjavo, sadje, kaj se. Slišim, ja, da ena skupina mladih poskuša organizirati pa ščistiti tele prostore okrog, zato da bi se takile, kakor ti, boljši igrali pa zabavali. A ti si organizator? V bistvu eden izmed organizatorjev, ja, ki smo organizirali to. Kako se ti pa zdi? Kako se mi zdi, ja, super, čistilna akcija poteka, neko gredico postavljamo, še malo bomo začeli palačinke peči, no, tako da super. A vi ste prišli kaj pomagati sem? Ja, smo že pomagali, malo smo na hribu čistili, zdaj bomo pa še kaj. Ježiku, mi čakam palačinke, kdaj pa bojo? Ja, odvisno, kdaj bomo nehali čistiti, pol bomo požar pržgali pa spekali kakšno. Gospodič, ki nam je predstavil to idejo na naši četrtni skupnosti, se mi zdi zelo v redu, zelo pametna. Vsekakor je pa seveda potrebna tudi podpora širše javnosti in pa to nekako spromovirati, oglaševati. Živjo, kaj delaš? Žuja, ne razumem slovenski, teda ne govoria malo. Mais je peux vous dire un petit mot en français, c'est une super journée et j'espère qu'on va tous s'amuser. Delamo tako dvignjeno gredico, zdaj jo bomo najprej sestavili, okrog obrnjeno, pa jo bomo pa tamle postavili, kjer fantje za temelje kopljejo. Kako gre? Tako po planu. So že kaj pojedali? Čakamo na palačinke, mislim, da bo to najboljš. Sem že zelo lačen. A res? Res? Podjetnost ti lahko prinese veliko veselja, veliko zadovoljstva, v končni fazi tudi nekaj financ. Zdaj, čisto odvisno, ali se projekta lotiš sama, ali se projekta lotiš s prijatelji, s nekimi delodajalci, čisto odvisno, ampak definitivno ti pa lahko omogoči nek kruh oziroma nek vir prihodka, ki je lahko stalen, tako da imaš zabavo, imaš veselje, imaš vse. Vsekakor je v vseh procesih Nejc srčen, ve, kaj hoče, ve, kam gre pot. Ta naš socialno-podjetniški projekt je v bistvu pomoč celotni lokalni skupnosti in je nekako povezovanje mladih s starimi, to se pravi medgeneracijsko povezovanje. Seveda so zavore, predvsem kadar je treba nabirati znanje, kadar je treba pobrskati, kadar je treba se usesti, kadar proces ne da rezultatov takoj. Zdaj, nekega mladega, ki v bistvu ima polno rit vsega, ki mu starši vse prinesejo, definitivno zanj ni podjetnost, ker bo rekel, po prvih 15 minutah je meni se ne da več, se bojo ta stari mi plačali za to. Zdaj, nekega mladega, ki se pa bori za kruh oziroma ki se danes bori za neko preživetje, pa mogoče je to neka tipka za zagnanost, v kateri bo prepoznal samega sebe in bo pač samega sebe tudi rinil naprej, da pač sprovede neko zadevo od začetka do konca. Da se podjetnost plača, vidiš takrat, ko v bistvu samo sebi daješ neka potrdila oziroma ko ti drugi ljudje dajo neka potrdila, znaš poskrbeti ne le zase, ampak tudi za nekoga drugega. Kljub temu, da sem pač elektrošolo pustil, imam v načrtu izdelati neko elektrokolo, se pravi na nek električen pogon. To je zaenkrat še visoko v oblakih, ampak ja, če bom rabil neko pomoč oziroma nekega arhitekta, da mi pomaga zdizajnirati zasnovo za ta kolo, seveda bom tudi to uporabil. Z Nejcem sva začela sodelovati v tistem trenutku, ko je on želel svojo idejo spraviti v življenje, in sicer v material, v obliko. Ko je Meta prišla, pa mi je Matjaž rekel, ja, Meta imaš tukaj, dej, pej dol v klet, pa malo razloži ta projekt. Pa pač povej, zakaj v bistvu rabiš neke škatle, a ne? Sva pomalo brainstormala in ugotovila, da je pravzaprav najbolj simpatično bi bilo zbirati star papir s pomočjo starega papirja. Sem mi povedal o projektu Mladih hišnih prijatelji in sem mi pač tudi rekel, da bi rad neko tako simpel zadevo, ki se jo da tudi na neki ulici sestaviti. Odločila sva se, da bi bil pravi izziv sestaviti tak nabiralnik za papir brez kakršnih koli veznih sredstev, se pravi brez ene kapljice lima. Seveda, ker je arhitektka je pač dala neke zamisli, kako bi v bistvu zadeva bilo dobro, da stoji.
treba je ugotoviti, kakšna je primerna debelina kartona, koliko plasti lepenke je potrebno skupaj sestaviti. Meni je bilo super, še posebej z neko tako žensko delati, ki je izobražena, ki točno ve, kakšne dimenzije in vse. In potem je tudi Nejc kasneje še sam pravzaprav izbrusil vse dimenzije pa stike in tako naprej, tako da je potem on končen načrt sam narisal. Da ti je nekdo pripravljen tako pomagati pri nekem projektu, ki si ga štartiš same nule, mislim, res vsake čas. Ampak kar je pa z vidika konstrukcije še bolj pomembno, je pa to, da nama je z Nejcem uspel pravzaprav sestaviti kos pohištva, nek že prav arhitekturni element v prostoru, ki se ga da enostavno razstaviti in prestaviti na drugo lokacijo.